Lepo pozdravljeni. Sem Andreja Križan-Lipnik, živim v Loki pri Žusmu. Žusem je hrib, ki je visok 668 metrov in predstavlja severni rob kozjanskega območja. Leži v občini Šentjur in na ta hrib, bi rekla, kar zahaja večje število ljudi, še posebej od takrat, ko so tukaj zgradili grajsko učno pot in ko so zgradili tudi stolp ljubezni na vrhu hriba. Kajti ta stolp ljubezni je povezan tudi z imenom zavetnikom ene od dveh cerkva, ki sta na Žusmu, to je Sveti Valentin. Na hrib Žusem rada zahajam in tja zahajam že več kot 20 let, odkar živimo tukaj v tem območju. In sicer, kaj mi predstavlja, kaj mi je ta hrib pomenil? Pomenil mi je en prostor miru in tišine, ki je ravno prav, bi rekla, razgiban, da se lahko malce utrudiš, ko se sprehajaš, ko hodiš po hribu navzgor. Hkrati pa je na njem polno takih točk, kjer se lahko usedeš, umiriš, kjer lahko preprosto opazuješ naravo, razmišljaš, si kaj zapisuješ. Tako da mi predstavlja v bistvu en kraj za različna osebna in tudi poklicna razmišljanja. Toda od leta 2018 in sicer čisto od zaključka tega leta, pa mi je ta hrib moje življenje prinesel še marsikaj drugega. Prinesel mi je najprej eno pobudo, potem pa izrazito motivacijo za raziskovanja, za proučevanja, za razmišljanja, za povezovanje različnih znanj. In sicer nekako se je izkazalo, da obstaja klic prednikov, ki se nam pojavlja, ki nas spodbuja, ki nam govori skozi pomnike preteklosti, ki ves čas nekako tiho, nemo ostajajo enaki. Gre za megalite ali velike kamne. Če smo do tega časa, leta 2018, poznali 4 takšna območja, ki smo jih obiskali nekoč s patrom Karlom Gržanom, jih sedaj poznamo že 16, pa še nimamo vseh območij, predvsem tistih, ki so težje dostopna, popisanih. Kot zelo pomembno se mi zdi to spoznanje, ki se je utrjevalo in izkazovalo skozi raziskovanje v tem času. V tem raziskovanju so sodelovali številni ljudje, ožja ekipa 4, potem različni obiskovalci, raziskovalci, radiestezisti, ljudje, ki zase menijo, da imajo občutljivejše zaznavanje nekaterih območij narave, in tudi tistih, ki kanalizirajo. To je zelo pestra množica različnih ljudi, od katerih informacija sama po sebi morebiti sploh ne bi bila pomembna, če se ne bi v določenem času te informacije na en zelo zanimiv način skladno povezale med sabo, kot da bi iz Lego kock gradil neko strukturo. Tako sem postavila trditev, da nas megaliti vabijo, vsakega od nas, v svojo bližino in da nam v tej bližini nudijo nekaj zelo pomembnega, darove. Ti darovi so dar čiščenja, zdravljenja, zaščite in uravnavanja notranjih duševnih procesov. Brezpogojno ljubezen je vredno iskati tam, kjer so starši in otroci po rodovni liniji. Napisala sem knjigo zaradi tega, ker se je nabralo od leta 2018, od novembra, pa nekje do konca leta 2019, tako veliko zgodb na Žusmu, in to takšnih zgodb, ki osmišljajo življenje, ki vabijo k razmišljanju, ki vabijo
proučevanju naravnega okolja, ki odpirajo vprašanje megalitov in ravnanja do naravnega sveta, do prednikov, pa še mnoga druga, da je to vredno bilo deliti z drugimi.